Ja, zdaj gremo pa na Amazon. Prodaja na Amazonu, pogovarjala se bom s strokovnjakoma, Rokom Hudoklinom, Amazon Strategy Consultant na Domexu in Jašo Furlanom, vodja Amazon Marketplace na Senzilabu. A sta zraven? Živijo, evo me. Sta, super. Jaz tudi mislim, da sem še. Odlično. Živijo. Zdaj, Amazon je definitivno eno najbolj uspešnih multinacionalk v spletni prodaji. Ustanovljeno leta 1994 je eden izmed največjih oziroma največji spletni trgovski gigant, ki je sam v prejšnjem letu ustvaril 470 bilijonov dolarjev v prodaji. Močen je za ustvarjanje prodaje za podjetja, za proizvajalce, distributerje, trgovce na drobno, startupe, podjetnike, tako da je res lahko dobro orodje v bistvu za podjetje in tudi za rast podjetja. Zdaj ne vem, Amazon, prosim? Ne? Okay. Zdaj, Amazon predstavlja več kot polovico prodaje v Ameriki, pa več kot 30% v bistvu ustvar zunaj. Najpomembnejša trga sta za Ameriko Velika Britanija pa Nemčija. In mislim, da so tudi lani oziroma v zadnjih 2 letih odprli še, ne vem, 1300 ali še več skladišč po Evropi, zato da bi pač to dostavo Prime Now v 2 urah približali tudi evropskim kupcem. No. Tako da bomo v Amazonu sigurno v prihodnjih letih slišali še ogromno. Tako da danes bomo pa malo kako, kdaj in zakaj prodajati na Amazonu se pogovarjali z Rokom in Jašo. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, lahko dvignete roko, pa vas bomo vključili ali pa napišete v chat že tekom pogovora. Tako da bomo kar začeli. Rok, Jaša, živijo. Živijo. Kako sta? V redu. Utrujena živa. Ja, že pred konc. Ne, dajmo začeti kar mogoče na začetku. Zakaj pa kdaj na Amazon? Pač, kaj je mogoče prednost Amazona pred ostalimi trgovci? Pa Rok, lahko kar s tabo, ki si lih tukaj. Okay. Zdaj, najprej se treba zavedati, da je to pač največji trgovec na svetu. To je pomemben aspekt. V Sloveniji je mogoče zelo pomemben to, da v bistvu nimamo toliko stika z tem trgovcem, kolikor ga imajo na teh drugih državah, tam, kjer je aktivno prisoten. Ne vem, v Evropi je to Nemčija, Italija, Francija, Španija, Nizozemska, Poljska, ponovno tudi, Švedska. Tako da tam se Amazon aktivno oglašuje in dejansko ljudje ga poznajo in je v bistvu vedno se pozicionira nekje na prvo, drugo ali tretje mesto na lokalnih trgih in v bistvu globalno je pa to največji trgovec. In to je tisto, kar je pomembno za naše razumevanje, da kot slovenskega pač brenda, da dostopamo do največjega trgovca, ki ima največ kupcev. Jaša, bi kaj dodal? Ja, jaz bi dodal samo to, da na Amazon iti je, mislim, da najbolj primerno za trgovce, ki želijo razširiti spletno prodajo, dodati nov kanal. Še dodatno pa za tiste, ki želijo mogoče validirati kakšen izdelek. Se pravi, ali izdelek sploh lahko doseže neko prodajo, doseže neke kupce. In tiste, ki si to lahko privoščijo, mislim, da jim Amazon lahko da zelo hiter feedback o potencialnem uspehu izdelka. Kako pa v bistvu začneš prav s prodajo? Mislim, kaj? Prepoznaš produkt? Mislim, kako se odločiti? Kako začeti? Jaša, boš ti? To je drugače dobro vprašanje. Kako začeti? Kar imam jaz izkušenj z Amazon prodajalci, je sta največkrat dva tipa pristopov. En je čist klasičen, skratka hočemo imeti nov kanal. Se pravi, že obstajajo izdelki, že obstaja neka prodaja, že obstaja podjetje in to podjetje želi samo razširiti svojo prodajo in tukaj je tudi najbolj nekak straightforward proces. Je pa potem še drug tip, kjer se pa recimo neki prodajalci želijo poiskati izdelek glede na
najbolj potencialno zanimivo nišo in skratka, moj proces iščejo izdelek, najdejo izdelek, najdejo proizvajalca največkrat na Kitajskem, pošljajo izdelke v skladišče v Amazon, največkrat v Ameriko in na tak način procesirajo, potem prodajo naprej. Je pa mogoče ful v redu današnja priložnost, da sva z Rokom tukaj. Se pravi, Rok je namreč iz malo drugačnega sveta, Amazon sveta, kjer se glih ta proces verjetno dela malo drugače. Ja, skratka, če lahko sam čisto na kratko, tak kratek povzetek povem, jaz se specializiram bistveno bolj za seller accounte, se pravi, prodajalce, ki prodajajo na Amazonu v B2C, na B2C način, se pravi, sami so lastniki blaga, do kupca, ne glede na to, gre za model FBA ali pa FBM, se pravi, Fulfilled by Merchant, medtem ko Rok ima pa malo drugačen sistem, pa uporablja vendor account, pa se bo to on sam verjetno malo več povedal. Vendor account je pa B2B, a ne? Tako. V bistvu B2B je account, ki je invite only, a ne, to je v bistvu prodaja, katero te Amazon prodaja. Moji 10-letni zgodovini, kjer že sodelujem z Amazon, sem šel čez vse pač nekako te procese, od B2C, a ne, pa nekako vstopil v B2B in v bistvu se tukaj nekako ustalil, ker nekako sem našel boljšo, bolj blizu mi je bil način distribucije, ker izhajam v preteklosti že iz segmenta distribucije. Tako da B2B, torej vendor, način sodelovanja z Amazon je primeren za tiste, ki iščejo distributerje, ki imajo za svoje brende, uporabljajo two-tier distribucijo, torej že imajo razvite neke distribucijske partnerje in jim bo Amazon samo še eden izmed trgovcev ali pa še eden od distributerjev. To je pomembno. Sicer se ta dva kanala zelo prepletata in uporablja smiselno, po mojem mnenju, po teh izkušnjah je nekako smiselno uporabljati hibridni model, to je najbolj učinkovito in najbolj profitabilno, ampak na pameten način, ker na vsak način se ga pa ne da. Tako, na najbolj osnoven način. Tako da zaradi tega se tudi z Jašo nekako pokrivava vsak nekak svoj del, kjer lahko izkoristva vsak bolj, pač čim bolj primeren del za dano situacijo, dani produkt. Ok, ti to delaš, Rok, v bistvu vi delate optimizacijo za stranke, se pravi, v bistvu kako optimizirati, da bo Amazon profitabilen, pa ne edini kanal, prek katerega prodajajo, Tako, zdaj v bistvu, kar je pomembno vedeti, torej Amazonov strokovnjakov, če se boste malo zapodili na YouTube ali pa na internet, boste videli, da je o Amazonu že vse napisano in tako naprej, veliko je strokovnjakov, veliko je predvsem te, ki danes svetujejo, veliko je veliko takih, ki so imeli v preteklosti biznis, še več je takih, ki so imeli neprofitabilen biznis v preteklosti, kar nekaj jih je pa takih, ki so tudi ta posel zaradi pač XY razlogov pri sodelovanju z Amazon izgubili. In ogromno je enih pasti, Amazon posel je tako narejen, da te zelo hitro pritegne, zelo hitro se generirajo neki prihodki, ampak je ogromno nekih pasti, skritih fijev, porabatov, v mojem primeru kot vendor porabatov, kjer če ne bereš pogodbe od črtice, od vrstice do vrstice natančno, imaš hiter lahko težave. In te težave se dejansko, v bistvu se na to ne opozarja, ampak je prosto. Zgubiš account in zgubiš vas promet, obtečiš zalogo in zadeve so dosti žalostne zgodbe, so se že dogajale. Tako da v preteklosti je bil dostop do Amazona kot velikega trgovca, ki se še prebijal v evropskem trgu, precej enostaven, tudi uspeh je bil hiter, dejansko se hitro začelo dogajati. Z leti se je pa to zelo spremenilo. Torej, veliko igralcev je dejansko dogajajo se ali velike cifre, torej veliki prometi, veliki dobički, tudi kar o čemer se redko kdaj govori, in v bistvu tudi veliko takih zgodb, kjer so na žalost bili preveč odvisni od Amazona in
obstaja zalogo in tako naprej, o tem se pa malo manj govori. Tako da, kar je pomembno za en vstop na Amazon, dober načrt, dober poslovni načrt, raziskava tržišča, kamor vstopate, če je to Nemčija, raziskava nemškega tržišča, prekontrolirati dejansko, poznati svojo konkurenco, s katero se bomo soočali tam, pripraviti budžet za oglaševanje, preveriti dejansko, s kakšnimi budžeti, narediti analizo, s kakšnimi budžeti oglašujejo konkurenčni produkti in dejansko narediti en plan torej povračila neke te investicije, kratkoročni, dolgoročni in šele na to. Torej, mislim, da so časi, ko smo iskali produkt na Kitajskem, nalepili svojo značko gor, ga dali na Amazon in začeli prodajati, nekaj, da so te časi minili. Kakšno investicijo pa v bistvu res rabiš, da lahko začneš s prodajo na Amazonu? Jaz mislim, da govorimo o 6-mestni cifri. Okay. 6-mestni številki. Torej, treba je imeti blagovno znamko, registrirano blagovno znamko, treba je imeti kvaliteten produkt, treba je imeti kvalitetno embalažo, pripravljen nabiti na logistiko in v bistvu tak produkt, ki ga ljudje kupujejo in ki ga želijo za konkurenčno ceno. Tako da ni nekih bližnjic posebnih, kot so bile v preteklosti. Te časi so minili. Jaša, bi kaj dodal? Ja, jaz mogoče ne bi rekel, da je 6-mestna številka potrebna, bi pa rekel, da je ful odvisno od tega, katero kategorijo, o kakšnih izdelkih se pogovarjamo. Ker ja, v določenih primerih je 6-mestna številka absolutno potrebna, ne pa vedno. Treba je poleg stroškov produkta, poleg stroškov logistike, vsega, kar pride zraven birokracije, je treba računati na advertising. Tisti zlati advertising časi, ki je Amazon bil res pocen in super odskočna deska, so res mimo. To je Rok čist prav povedal. Dejansko rabiš nek znesek, recimo, da lahko preživiš 6 mesecev, da lahko financiraš 6 mesecev zalogo, plus oglaševanje. Ker prav je, da si narediš res nek načrt, da si določiš, pri kateri točki boš rekel, ok, za ta izdelek mi uspeva, tukaj se mi splača porivati naprej in da tudi znaš reči, kdaj se to ne zgodi, na kateri točki nehati. Ker res velikrat se zgodi, da ljudje verjamejo v svoje izdelke, ker so jasno ti izdelki za njih najboljši in sploh, ampak pač trg se s tem ne strinja. Treba se pač priznati, na kateri točki je treba obupati. Hkrati pa je treba prepoznati tudi priložnost v smislu, da če se izdelek začne počasi obračati, skratka, da v 3 mesecih naprimer ne dosega tistih planov, ampak gre pa še vedno v pravo smer, ali še vztrajati s tem izdelkom, s kakšno investicijo vztrajati in mogoče revidirati neke plane, prvotne plane. Kako je pa z oglaševanjem, ki si jih omenil? To se je tudi cenovno verjetno spremenilo, mogoče vem, da ti se malo več s tem ukvarjaš. Ja, oglaševanje se je cenovno kar zelo spremenilo v zadnjih letih. Če sem čisto en tak plastičen primer, 10 let nazaj, ko sem se jaz začel ukvarjati z Amazonom, si s 500 evri dobesedno naredil prometa 30.000 evrov kanač. Pa ne samo prometa, tudi kar neki profita je bilo tukaj zraven. Zdaj s 500 evri v večini primerov lahko samo malo se potrepljaš po rami pa premisliš, kaj delaš v življenju. Dejansko rabiš za advertising kar en konkreten budžet lahko. Če dam čistko en tak res drastičen primer iz Senzilaba, se pravi food supplement kategorija, ki je izjemno konkurenčna, izjemno draga. Tukaj za recimo pozicioniranje enega izdelka na Amazonu v Evropi, ki je v primerjavi z Ameriko še vedno kar nekaj cenejša,
lahko v pol leta porabiš 50 000 evrov pa samo za advertising, pa v bistvu nisi še prav veliko naredil. Da se jasno tudi z našimi budžeti delati in uspevati, ampak običajno začetnikom, ki se lotijo Amazona, jaz priporočam, da od 1000 evrov mesečno ne računajo na kakršenkoli strošek. Zdaj, vi ste prisotni Evropa in Amerika, ne? Senzila bo v Evropi. Aha, Senzila bo samo v Evropi. Delam pa jaz tudi s trgovci, ki prodajajo tudi v Ameriki in pomagam pri oglaševanju, pri scalingu njihovih poslov. Tako da imam v bistvu vpogled v tako Evropo kot Ameriko. Pa Amerika si rekel, da je dražja, ne? Ja, definitivno je dražja. Čistko en mogoče primer, ki sem ga glih pred kratkim imel, oglaševanje kozmetike v Ameriki so bili, se pravi, imamo neke long tail keyworde, ki upam, da večina ve, kaj to pomeni, se pravi, keyworde, ki niso toliko zanimivi, ampak so zaradi tega cenejši, ker so pač daljši. In pri long tail keywordih so bile cene na klik tam med $5 do $8. Se pravi, na ne long tail keywordih so bile pa te cene tudi okrog $15. Se pravi, če nekdo iskal anti-age cream, to je bilo $15 z lahkoto. Kar pomeni, da nekdo, ki bo računal, da bi rad imel 10% konverzijo, ki je recimo nekaj čisto običajnega v Amazonu, 10% konverzijo, pa hoče imeti 100 klikov na dan s tako konverzijo, pač je jasno, da mora biti ta strošek, dnevni strošek, kar precej visok. Kako se pa odločaš v bistvu, na kateri trg iti? Zakaj ne na oba, zakaj na oba, oziroma kakšna je struktura trgov mogoče? Čistko je. Po velikosti ameriški trg daleč največji, tudi zelo zanimiv, ker je, recimo, če gledamo samo ZDA, je en jezik in ta en jezik pokriva praktično 300 milijonsko populacijo, samo v Ameriki plus še tuje kupce. Amerika ima res zelo visok, oziroma ameriški Amazon ima res zelo visoko penetracijo v e-comu, 50% spletnih nakupov se zgodi tam, kar je res zelo, zelo velik. In zato je mogoče Amerika iz tega vidika zelo zanimiva. Na drugi strani je jasno tudi zelo velika odskočna deska za veliko prodajalcev in vsi najprej probajo z Ameriko, ker je v tem smislu najlažje. Najlažje je iti gor, dosti težje prodajati. Na drugi strani je Evropa, kjer je do Brexita bila Velika Britanija, kar zelo zanimiva. Po Brexitu je pa recimo to štafeto prevzela Nemčija. Po velikosti je pa še vedno Nemčijo, v primerjavi z Ameriko, recimo mogoče tretjina ali pa četrtina ameriškega trga. Skratka, bistveno manjši trg še vedno. Ostali evropski marketi so pač še toliko manjši. Zdaj te nove, ki so Poljska, Belgija, Nizozemska, to so Švedska, to so res zelo majhni trgi. To je težko odskočna deska za kogarkoli, to je bolj, ko imaš recimo pokrite vse trge, pa že hočeš na enega novega iti, saj to, da malo razširiš prodajo, je to za zraven. Kako se pa odločiš, na kjer ga iti, je pa po mojem mnenju, če dela podjetje neko oglaševanje, oziroma da že ima pokrite neke trge, kot sem že v začetku rekel, Amazon kot dodatni kanal, je zelo, zelo, zelo beneficial v tem primeru. In v bistvu ni smiselno, da se gre na nek čist nov marketplace oziroma državo, ker pač v tem primeru ne bo nekih vzajemnih učinkov. Druga stvar je pa logistika. Za nekoga, ki se pa loteva spletne prodaje, se loteva z Amazonom, bo pa zelo verjetno logistika zelo veliko spremenila zgodbo. Skratka, če so izdelki sourceni v Evropi, bo jasno evropski trg dosti bližji, dosti lažje ga bo pohendlati pa nek ameriški trg. Za določene izdelke, ki so veliki, težki, jih je že zaradi tega
v Ameriko težko spraviti, ali pa je res to toliko dražje, a ne. In v tem primeru je Amerika mogoče ni toliko, ni glih prva izbira, a ne. Rok, ti zastopaš specifično bolj tehnološke, ne, blagovne znamke, pa prej si Tako, jaz zastopam v omenil... bistvu neke evropske že uveljavljene brende, tako da imam malo več nekako pogleda v nekako stabilizacijo obstoječega brenda že v povezavi z že razvito trgovsko mrežo, a ne. Namreč Amazon, glede na to, da je pač tak velik in agresiven trgovec, a ne, ki je vstopal na evropsko tržišče, a ne, si je pač mogel nekako prisvojiti nek tržni delež, a ne, in tukaj so ogromno pač brendov je trpelo, ki se ni odločalo od začetku za sodelovanje z Amazonom, a ne, ker so dejansko imeli zelo agresivno cenovno politiko, a ne, in če niso dejansko pravočasno za to poskrbeli, a ne, so njihovi izdelki kljub vsemu prišli na Amazon, sploh če so bili uveljavljeni brendi, a ne. In kar apeliram dejansko na mlade brende, a ne, da je zelo pomembno, da v zgodnji fazi, ko vstopajo, ko še niso sploh na tistem trgu, da saj poskrbijo, da so njihove blagovne znamke v Amazon brand registry, a ne. Tako pomeni, da imajo vsaj nek nadzor nad tem, če bojo imeli izdelke na nemškem trgu pri nekem distributerju, če bojo izdelki zanimivi, če se bojo v Nemčiji prodajali, če bojo imeli kupce, se bojo slej ko prej pojavili preko raznih resellerjev tudi na Amazon, a ne. In če nimamo blagovne znamke registrirane na Amazonu in če nimamo neko kontrolo nad tem, se bojo pojavljali te izdelki tam gor, slabo objavljeni, torej katastrofalno za sam brand, in to urediti naknadno je ogromen pain. To so letni ali pa 3-letni projekti včasih tudi, a ne. Da te stvari urediš naknadno, potem da bazo prečistiš njihovo in urediš katalog, tako kot je nekako po nekem brand policy. Kako je pa zaščita blagovne znamke, oziroma produkta? Je to nujno, ne zdaj na Amazonu, ampak kot... Tako, torej najprej mora biti blagovna znamka registrirana na Evropskem patentnem uradu, a ne, torej EU-IPO, a ne. Iz tam črpajo nekako evropski Amazon brand registry, ki je nekako usporeden brand registry, kakor je ta EU-IPO, a ne. In v bistvu, če imaš vsa pooblastila, a ne, za svojo blagovno znamko, potem imaš nekoliko več kontrole, a ne. Ne popolno kontrolo, ampak jo imaš bistveno več, kakor jo pa tisti, ki nima avtorizacije za to blagovno znamko, a ne. Tako da, zato ga apeliram, da je v bistvu, če bi se v podrobnosti zdaj spuščal, je zadeva precej kompleksna in podrobna, ampak kar apeliram v tem trenutku je to, da v bistvu kljub temu, da ne mislite sodelovati z Amazonom še na začetku ali pa še ni vzeti dejansko pod svoje okrilje, pod svojo blagovno znamko, naknadno je bistveno težje, kakor pa, če si ti že blagovno znamko, vsaj blagovno ime blagovne znamke registriral v Amazon brand registry. Je pa tako, da čisto tehnično, recimo na Amazonu ni razlike, a imaš registriran brand ali ne, prodajati se glih tako, da imaš pa, če si kot lastnik blagovne znamke, nekaj več možnosti pri oblikovanju listinga, se pravi pri product page-u, lahko imaš neko možnost malo razširjene oblike postaviti, imaš možnost postaviti Amazon Store, ki sicer nimaš, plus pri oglaševanju imaš še dodatno obliko oglaševanja, recimo brand oglase, video oglase, lahko delaš display oglase, ki jih pa brez brenda ne moreš početi. Tako. Najmanj to je še več, ne bi jaz rekel, a ne? Ja, najmanj še to, ja, res je. A ne, ker v bistvu, če nimaš blagovne znamke registrirane, a ne, se ti dogaja to, da v bistvu tudi ti nek drug trgovec prevzame tvoj listing, spreminja nastavitve, spreminja opise, spreminja slike. To so stvari, ki se ti dogajajo in jih je nemogoče nekako zajeziti sploh, a ne. Dejansko Amazon za svojim algoritmom določa, kdo je buy box owner in kdo je listing owner, a ne. In če nisi v brand registryju, preprosto, ne da samo si v brand registryju, ta vendor manager te mora nekako zakleniti dejansko na to, da lahko samo kot brand owner to upravljaš, a ne, oziroma samo ustrezna oseba, ki je za to avtorizirana. Ok, kaj pa čist tako, takšne provizije sploh ima Amazon, ne vem, koliko na mesec stane recimo, pač če
Zdaj tako, če govorimo o seller center platformi, sta dve različne cenovne politike in različna načina kalkuliranja teh provizij. Pri seller centru se temu rečejo fee, medtem ko pri vendor centru so pa to porabati. In je popolnoma druga kalkulacija. Popolnoma druga, torej pri vendor centru to poteka nekako na način, kot smo vajeni v distribuciji, torej veleprodaji. Pri seller centru je pa provizija na maloprodajno ceno. Jaša, ki imaš kaj za dodati, pa po mojem boš tukaj ti bolj seller center poznal. Ja, vse je lahko, kakšno pametno povem. Ja. Teh provizij je pri Amazonu kar nekaj. Ja. Čisto grobo gledano, Amazon na sellerju pobere 15% provizijo. 15% provizija pomeni od zneska, ki ga plača kupec. Kar pomeni, če imate model FBM, kjer sami dostavljate končnim kupcem izdelke in računate dostavo, tudi od dostave pobere 15%. Skratka, od celotnega zneska, ki ga plača kupec. In če imate model FBM, je to načeloma edina provizija. Če imate pa model FBA, ki se pravi, pošljete izdelke v Amazon skladišče in Amazon skrbi za celotno logistiko, to je tudi od Amazona jasno, preferred oblika. V tem primeru se pa plača še FBA fee, se pravi, FBA fee je odvisen od teže pa velikosti izdelka, pa še od par drugih dejavnikov, ampak običajno, v večini primerov je ta FBA fee nekje 3, 4, 5 evrov na izdelek. Obračuna se vedno ob prodaji, skratka, tega ne plačujete, če izdelka ne prodate. Dodatno so potem še fee za skladiščenje, jasno, ki je običajno tam okrog 25 evrov na kubik. Fee za skladiščenje se spreminja glede na letni čas, v smislu, da se za pač Q4 cena skorajda podvoji, ker so tudi skladišča toliko napolnjena. Pol so pa še razni fiji za, ne vem, vračila, uničenje, darilno pakiranje in tako naprej. Ampak teh fijev se lahko hitro kar nekaj nabere. To so tisti splošni fiji, tako. Zdaj, pri vendorju so te zadeve drugačne. Tukaj dejansko imaš enkrat na leto pogajanja z Amazonom in dejansko so te no disclosure zadeve in v bistvu potekajo pogajanja na temo porabatov, kakor mi temu rečemo. Oni rečejo temu malo drugače, ampak tudi so cel kup enih porabatov, ki so vezani na vračila blaga, nevračila blaga, dostava, ne dostava, katere stroške ti sam kriješ, katere ne. Tako da zelo pomembna stvar, zelo pomembna stvar, če nimaš neke okvirje, ki jih poznaš, dejansko se mimogrede zgoditi, da lahko plačuješ tudi 50%. Ampak v tej zgodbi je zelo pomembna stvar, da imaš tega svetovalca, da se na to pripravi na taka pogajanja, ker pogajanja lahko potekajo od 3 dneh, pa tudi do 3 mesecev, da prideš do tistega, kar nekako je sprejemljivo za oba. Tako da pri takih pogajanjih se ponovadi vsi na to pripravljamo 1 mesec prej in potem tudi potek pogajanj traja kar nekaj časa, da to vse uskladimo in tako naprej. Potem pa so stvari nekako za 1 leto ali pa mogoče 2 na začetku nekako dogovorjene. Imaš bolj transparentno politiko, kar se tiče profitabilnosti, stroškov, tako da že vse naprej veš, je manj presenečen mogoče, ko enkrat dogovoriš pogoje, je manj presenečen naknadno, kaj te potem čaka. Nekih skritih stroškov. Mogoče tega sploh za Slovenijo, recimo, to je bil naš glavni razlog, da smo prišli na vendor, ker v Sloveniji, če hočeš dejansko prodajati na ta tržišča, moraš zajeti še davčno registracijo na tistih tržiščih, ko presegaš še thresholde, tako da nastane cel kup enih stroškov povezanih z računovodstvom, računovodenjem in poročanjem, ki jih je pa težko na začetku sploh predvideti, pravilno oceniti. Torej ta compliance
je zelo pomembna stvar, torej podjetja sploh neke uveljavljene blagovne znamke, zelo temu stremijo, po nekih standardih ISO ali karkoli imajo, je ta compliance na zelo ima visok pomen, tako da se večinoma izogibajo seller platform neki uveljavljeni brendi, razen preko 3 third party sellerjev. Strošek računovodstva verjetno pač mora biti prilagojen za vsako državo posebej, ne? Mislim, tukaj ni samo strošek računovodstva, treba vedeti, da v bistvu računovodstvo v Sloveniji ne bo poročalo za nemško davčno, nemškemu davčnemu organu. Tukaj ima Amazon sicer tudi svoje neke programe, kjer ti ponujajo to, zdaj to enostavnejše, kot v preteklosti, bo lahko Jaša malo več povedal, ampak recimo naša zgodovina, recimo v preteklosti, ko še Amazon ni imel urejenega tega programa z davčnimi številkami, mi smo imeli, ločeno računovodstvo, ločenega davčnega zastopnika, potem pa še davčne zastopnike v vseh 5 evropskih državah, tako da je bilo zelo pestro, no. Ja, je mogoče glih malenkost drugače zdaj. Se pravi, pri sellerju, kjer prodajaš končnim kupcem, je davčno to poteka tako, da če imaš FBM modele, to čisto klasična prodaja iz Slovenije, na primer, in je recimo že tale OSS pristop čisto v redu, skratka se iz Slovenije plačuje vsem oziroma poroča vsem tujim davčnim upravam, in je stvar relativno nezakomplicirana, vsaj za prodajalce, za računovodje je, mislim, da stvar vedno zakomplicirana. Medtem ko v primeru FBA modela, pa v Evropi v vsakem primeru prodajalec potrebuje lokalno davčno številko, ker razlog za to je skladiščenje blaga v tej državi in zakonodaja je tako napisana, da v tem primeru treba imeti lokalno davčno številko, kar čisto praktično pomeni, če želimo prodajati v Nemčiji iz nemškega Amazon skladišča, potrebujemo nemško davčno številko. Teh davčnih številk se lahko v Evropi kar nabere na koncu. So pa dejansko agencije, ki so specializirane prav za računovodenje, se povežejo v bistvu z vašim seller accountom, dobijo podatke sproti o vseh finančnih transakcijah in ti dobesedno samo sporočijo, ne vem, 5. v mesecu, toliko in toliko davka je za plačati, tej pa tej davčni upravi, na ta pa ta račun in to je to. In ta strošek na koncu tudi ni tako visok. Za enega, ki prodajo na celotnem evropskem trgu, je ta strošek recimo nekih 500 € na mesec približno, včasih tudi manj. Amazon ima tudi neke svoje dele prek določenih agencij, ampak te agencije so dobesedno malo denarja, malo muske. Kako se pa odločiš FBA, FBM model? Kaj je mislim? Ja, razlika je, Amazon bo vedno preferiral FBA model, to je treba vedeti, ne? Ker v okviru FBA modela dobi prodajalec oziroma izdelki dobijo Prime badge, s tem badgeom pa pomeni, da vsi Prime naročniki lahko izkoriščajo določene ugodnosti, se pravi, imajo zastonj dostava naslednji dan, razni benefiti, ki ti kot prodajalci iz Slovenije zelo težko omogočiš, ne? In to je že recimo kar ena taka velika stvar, ki ti lahko precej spremeni pri prodaji in pri sami konverziji, ne? Zato, ker treba vedeti, če štartaš kot FBM, imaš ti kot slovenski prodajalec, na primer v Nemčiji, v štartu vsaj 6 mesecev, se mi zdi, da je 6 mesecev, imaš oznako, da je rok za dostavo tvojega izdelka 7 do 10 dni. Tu, če naslednji dan dejansko dostaviš, imaš še vedno napisan 7 do 10 dni, dokler Amazon skozi toliko in toliko dostav ne validira, da imaš ti dejansko krajši čas in ti omogoči, da to tudi na samem listingu, da je to vidno, kar pomeni, da boš v primerjavi s konkurenco, ki je na Amazonu, v roku dostave en korak zadaj, ne? In to se ti bo poznalo na konverziji, če se ti pozna na konverziji, pomeni, da se ti pozna tudi na organski poziciji, in boš bistveno težji scalal svoje izdelke v prodaji.
Je pa na drugi strani za nekatere prodajalce FBM bolj zanimiv, ker jim je cenejši, sploh tiste, ki imajo kar nekaj obrata, jim je kljub vsemu iz Slovenije cenejši pošiljati, kot pa uporabljati FBA, ker v FBA-ju še vedno treba blago pripeljati do Nemčije. In FBA fee je recimo v najboljših primerih nekje že 3/4 celotne dostave do končnega kupca iz Slovenije. Tako da ta strošek na koncu ni glih zanemarljiv. Je pa zelo velikokrat čisto odvisno od poslovnega modela. Osebno pa, kar sem sodeloval oziroma kar sodelujem z Amazon prodajalci, je 90% FBA prodajalcev. Še to bi sam dodal, mogoče v Ameriki, pa tudi v Veliki Britaniji zdaj je mogoče ta proces malo bolj simpel, glih zaradi davkov, ker v Ameriki ne rabiš davčne številke, Amazon že sam odvaja davke. Se pravi, Amazon ti pač nakaže toliko manj denarja, znesek zmanjšan za vse davke, ker jih Amazon pokriva zate. Ti se v bistvu s tem niti ne rabiš kaj dosti ukvarjati. Zdaj, kar je pomembno, se treba zavedati, ko govorimo o tem FBA, pa v bistvu kar je pomembno stališča brenda je, da brendi želijo dostopati do Amazonovih prime kupcev. To so tisti unique kupci, to so kupci, ki dejansko ne kupujejo drugje kakor na Amazon. In stališča brenda je to dejansko najbolj kupec, ki ga hoče dejansko targetirati. To so v bistvu, ali so to so lahko fizične osebe, še bolj pomembno so pa to dejansko podjetja. Torej, največ prime kupcev je dejansko podjetij. In če imamo produkt, ki je mogoče malo bolj netipičen consumer produkt, s katerim imam recimo kar nekaj izkušenj, je zelo pomembno, da je to prime, ker Amazon v bistvu poslovnim kupcem, svojim dejansko nudi tudi odloge plačila in take stvari. In tudi dejansko zaradi tega, da dobi kot pravna oseba pravilen račun s pravilno davčno številko, pravilno odvedenim davkom in objavljenim, dejansko se te kupci dejansko želijo kupovati samo od prime torej izdelke, ki imajo prime status. Torej od prodajalcev, ki imajo prime status. Tako da to je pomemben vidik, sploh, ko hočemo dejansko dostopati do res tistih kupcev, ki so zvesti Amazonu, predvsem pa podjetja. Torej podjetja, če nisi dejansko, če nima tvoj izdelek status prima, pomeni, da je na Amazonovem skladišču ali pa takem skladišču, ki je opredeljen kot prime zunanjem, potem večinoma teh nakupov ostali podjetij boš imel same težave. Oziroma jih sploh ne bo. Take so moje izkušnje. Rok, mogoče vam zdaj sem vprašanje zate. Koliko pa je pri tebi v tvojem primeru, se pravi v vendor primeru, nakupov podjetij, se pravi, kolikrat podjetja kupujejo izdelke, ki jih Jaz imam situacijo, ker imam sicer tak prodajni program, ki je namenjen bolj podjetjem, take brende, tako da so nakupi podjetja predstavljajo več kot 60-70%. Tako da ogromno. Zato, ker vidiš, v teh primerih, se pravi, Senzila primerov, mislim, da tudi 1% ne predstavlja podjetja. No, v mojem primeru, tudi z večjimi blagovnimi znamkami, se dejansko tako pozicioniram bolj, tako da dejansko je priložnost na takih izdelkih, torej, ki niso tipično konzumer, so zelo neki nišni izdelki višjega cenovnega razreda, tudi lahko po par tisoč evrov, en kos izdelka, so kupci podjetja in tam pa dejansko imajo podjetja zelo jasna pravila, pri kom kupujejo, in tudi Amazonu dejansko kot podjetje dejansko poveš, kakšni so tvoji pogoji, da mora biti tak pa tak kupec in se ti drugi sploh izdelki ne prikazujejo. Druga ponudba se ti sploh ne prikazuje. Tako da zelo pomemben, da veste, kakšen izdelek, kdo so vaši kupci in dejansko te kupce pravilno targetirate. Ne imel vprašanje, ampak mislim, da smo že odgovorili, katere slovenske podjetja so najuspešnejši prodajalci na Amazonu po prodaji oziroma po dosegu. Verjetno Domex pa Senzila. To bi tudi jaz rečem.
tako, no, zelo pomemben je v tem, torej na trgu je kar nekaj bilo rečenega že na temo Amazona. Veliko se govori o prometih, veliko se govori o prometih, skoraj nič se ne govori o profitabilnosti, o profitih, Tako da jaz pravim tako, pri vsakmu, ki svetuje, malo pogledajte še bilance njihove, Potem se pa odločite, kdo naj vam svetuje, To je čisto res, zato ker revenue, se pravi, promet na Amazonu je res lahko doseči. 100.000 evrov na leto, to sploh ni noben problem. Tudi milijon na leto ni noben problem. Vprašanje, ali ti od tega kaj ostalo. To pa ni tako simpel. Tako. V bistvu to je tista največji know-how, je ravno, kako optimizirati svojo profitabilnost, ker v tem know-howu dejansko se skriva dejansko, kje so tiste limite, kjer boš dal Amazonu ravno prav, pa da bo v bistvu tebi dejansko ostalo toliko, da boš lahko ustvaril svoje cilje in v bistvu investiral v marketing. Tukaj so pa v bistvu tiste bistvene razlike, ki se pojavljajo pri svetovalcih, recimo temu, pa ponudnikih teh storitev. Kaj pa izzivi z zalogo? Ne vem, s kakšno gotovostjo lahko predvidevaš dinamiko prodaje? Kaj je najboljša strategija, da ti ne zmanjka prostora oziroma pa da ne kopičiš izdelkov? $1 million question. Ja, bom povedal na primeru seller accounta, se pravi, kako to izgleda. Ti pri zalogi nisi omejen navzdol, se pravi, ti recimo kot začetnik lahko pošlješ tudi en kos v Amazon skladišče. Amazon te tukaj ne omejuje. Omejuje te na začetku navzgor, mislim, da je limit ta trenutek za nove accounte 1000 kosov, ampak to se ti prilagaja glede na prodajo. Višjo prodajo, ko imaš, višji imaš limit. Načeloma, zdaj ne vem čisto točnih številk, ampak mislim, da na Senzelabu imamo običajno na zalogi okrog 15.000 kosov, v Amazon FBA limit imamo pa zaradi primernega obrata prodaje 75.000 kosov. Skratka, prostora imamo dovolj. So pa prodajalci, ki imajo pa drugačen izziv, imajo pa relativno majhen obrat, recimo so pretiravali z zalogo in jasno se jim je ta limit toliko znižal, da težko pošiljajo novo zalogo noter, kar pomeni, da Amazon ne gleda, kateri izdelek gre tebi dobro, pa kateri se ti ne obrača dobro in ti mogoče samo na en izdelek sprostijo zalogo. Gledajo celoten account. In če ti samo en izdelek dobro prodaja, pa ti vsi ostali zasedajo zalogo, pač nimaš prostora dodajati nove zaloge. Glih pred kratkim, kot en teden, 2 nazaj, so uvedli neke malo bolj ostre limite, oziroma to bo prišlo v kratkem, malo bolj ostri limiti, kjer bojo pa prodajalci lahko nekako bidali za večji prostor. Skratka, to približno tako ne bi to izgledalo, da ko bo prodajalcu zmanjkalo prostora, bo lahko zaprosil za dodaten prostor, ampak glede na letni čas, recimo, če je to Q4, bo takrat toliko in toliko dražji prostor in bo imel možnost dokupa določene količine za bistveno višji znesek, kot bi to recimo danes bilo. Bo imel pa pač to opcijo. Treba vedeti, da ima Amazon z zalogo pa s polnimi skladišči ful probleme. In ne bilo prvič, nažalost, da bi Amazon rekel, ok, stop, zdaj pa noben več ne bo nič pošiljal. In takrat so res kar boleči trenutki. Če da mogoče še čisto tak primer iz Senzelaba, smo ga imeli glih v novembru. Oktober, november so namreč najbolj pestri meseci glih zaradi teh Black Friday in vseh teh praznikov in polnih skladišč, kot sem rekel. Ko pošlješ izdelke v skladišče, Amazon skladišče, če se to pošiljajo palete, to že tako traja recimo v Nemčijo teden, včasih 2. Oktobra je trajal 1 mesec pa pol, da so prišli izdelki na zalogo, oziroma novembra. Zato, ker
Amazon to počas melje takrat. Tak promet, logističen promet imajo, da se pač preprosto vse ustavi. Tako da treba je računati na te čase. Pa še to bi mogoče dodal, ker mogoče je tako osnovno vprašanje, se pravi, kako sploh planirati zalogo. Se pravi, ko ti začneš prodajati, se ti sanja neko boš prodal in planiranje je dobesedno samo ugibanje, nič drugega. Nimaš nobenih podatkov, tako da pošlješ prvo zalogo, recimo 100 kosov, to da ti pokrije neke wine reviewje, to da ti pokrije neke čist začetno prodajo in dobesedno iz tega potem nadaljuješ. Pošlješ prvih 100 kosov, vidiš, da so se ti prodali, ali pa da se ti dobro prodaja, pošlješ naslednjih 100 ali pa 200 kosov, če je ta rok prodaje relativno kratek in na tak način nadaljuješ. Mi običajno spremljamo, skrbimo, da imamo nekje za 2 do 3 mesece zaloge na Amazonu, bili zaradi kakšnih teh suspensionov pri stokanju. Ampak to je enkrat, ko prideš do tega nivoja, da že imaš nek ta sales history, je pač malo lažje. Za nove izdelke pa pač startaš z minimumom, pa ga dopolnjuješ potem. Roka bi kaj dodal? Ja, zdaj, mogoče iz vendor vidika je malo drugače. Torej, pomembno je, da se zavedaš, torej, sicer na prvi vtis deluje Amazon kot je to tvoj kupec, torej ti, ko njemu prodaš, dostaviš blago, ko dobiš naročilo, ga dostaviš in je v bistvu mu izdaš račun. Ampak je treba se zavedati, da je to marketplace, to pomeni, da ti kot prodajalec še vedno nekako moraš skrbeti za njegovo profitabilnost pa obrat blaga, obrat te robe. Kljub temu, da je Amazon postal lastnik tega blaga. Tako da glede na to, kako na to dobro skrbiš, se potem odvijajo nadaljnja naročila, dodatna in tako naprej. Tako da mogoče stališča financiranja ob pravilno izpogajani pogodbi, so dejansko je to bolj prijazen posel stališča financiranja tega posla, vendar. Ampak je stvar zelo odvisna od tega, v kakšni fazi prideš do take pogodbe, v katerem mesecu in s kom, kdo ti jo uredi, ker te pogodbe so vse stvar pogajanja. Jaša, prej si omenil Black Friday, Cyber Monday. Kaj to pomeni za vas? Kakšna so odstopanja? No, za oba, seveda. Velika. Je pa malo odvisno od kategorije, v kateri prodajaš. Naprimer, izdelki, ki jih imamo v Senzelabu, mogoče niso najboljša referenca v tem smislu, ker so relativno sezonski. Za nas je po novoletnih praznikih top sezona za weight loss in podobno. Se pravi, ta Q4 pa je pa malo manj zanimiv za to. Je pa tako, za prodajalce na splošno je to obdobje, na katerega se praktično celo leto pripravljajo. Black Friday, Cyber Monday plus Prime Day. To so najbolj uspešna obdobja pri prodaji. Tle je treba vedeti, da vsi pritiskajo s popusti. Tudi neki Amazon account menedžerji te forsirajo, da treba dati popuste in tako naprej. In sam popust, če gledamo sam popust, jasno, veliko prodajalcev ne naredi kakšnega velikega dobička tukaj, ali pa če sploh, ampak kar velikrat za sabo potegne je to, da ti frekvenca nakupov, ki dosežeš v tem času, toliko pospeši celotno organsko prodajo lahko, da ti tisto prodajo lahko še en mesec ali pa tudi 2 meseca dobro pobiraš. So pa največkrat recimo tudi 10-krat, 15-krat više prodajne številke kot na nek običajen dan. Tudi bistveno. Eni naredijo v tistem, ker jasno, zdaj to ni več Black Friday en dan, ampak letos cel teden. Ja, in v Black Friday week. To se naredi prometa tudi za več kot en mesec, v enem tednu. Rok, bi kaj dodal? Ja,
teh promocijskih, jaz na to zgledam malo drugače, mogoče, torej, ne gledam samo čez marketinške oči, ker je v bistvu stališča tega, ki ga Jaša nekako predstavlja, ki je večji strokovnjak na področju marketinga. Jaz gledam stališča brenda nekako malo drugačno. V vsakem primeru, če si bil aktiven celo leto, potem se te meseci z nekim konstantnim oglaševanjem se prodaja, tudi kljub temu, da nisi takrat nekih posebnih vseh akcijah sodeloval, se takrat prodaja poveča na račun vsega oglaševanja, ki ga namreč v tem obdobju Prime Day, takrat Amazon na lokalnih trgih ogromno ta Prime Day oglašuje. In takrat je na Amazonu bistveno več kupcev. To se treba zavedati. To ima jumbo plakate po celi Nemčiji, Prime Day, točno naveden dan in takrat to v bistvu je pomemben čas, en teden ali pa 2 tedna pred Prime Dayom, pa še 2 tedna po tem. Takrat najprej pregledujejo ljudje in takrat je pomembno, da ti izpostaviš, takrat, ko imaš kaj novega, da dejansko takrat lahko narediš preboj z novimi izdelki, da dejansko dobijo več ogledov in tako naprej. Jaz bolj na to gledam, kako lansirati nove izdelke in se mi zdi, da je to nek idealen čas za takrat, da to narediš. Ampak seveda, prodaja je tudi toliko večja in v bistvu, če je pomembno, da dosegaš kakšne targete, takrat je pravi čas, da jih izkoristiš, ta čas. Odvisno, kje si. Jaz pač gledam iz stališča profitabilnosti vedno in pač glede na to se odzivaš, ali boš sodeloval v akcijah ali boš preprosto samo še ta vlak kot zadnjega, odvisno, kje si na targetih. Jaz bi sam en fun fact v bistvu tukaj dodal. Glede teh Black Fridayov. Amazon vedno, vsako leto je do zdaj tako bilo, je začel že nekje oktobra pošiljati obvestila za prodajalce, da dajte vaše advertising budžete prilagoditi, že prej jih dvignite bide, se pravi, da se bojo cene, da bojo višje cene in da boste večkrat prikazovali že pred Black Fridayem. In ja, Amazon je v tem pogledu malo žleht. Zato, ker kar se zgodi, je to, da pred Black Fridayem je veliko teh window shopperjev. Spravi, ogromen budžeta lahko zapraviš za nikakršne konverzije. Med samim Black Fridayem definitivno to drži. Pred Black Fridayem je pa običajno taktika, ki funkcionira ravno obratno, kar jo Amazon promovira. Se pravi, znižati budžete, znižati cene, ker je relativno malo nakupovane. Kako malo pa, ne vem, vpliva kaj komentarji pa ocene na izdelke, mislim, na izkušnjo, na prodajo? Če dam čisto en tak primer iz prakse, na žalost, postaviš na Amazon izdelek, na katerega res veliko računaš, dobiš prvi review, 1 zvezdica, dobiš drugi review, 1 zvezdica, tak izdelek lahko samo še omakneš. Tak izdelek ne bo dosegel nobene prodaje, pa če se na glavo postaviš. Tako da v tem primeru se največkrat naredi, da se izdelek umakne, se ga odpre pod novo šifro in proba še enkrat, če se res to želi, ali pa se pač malo premisli o tem, s takim izdelkom sploh prodajati. Treba je tudi vedeti, da ima tudi Amazon neko metriko, po kateri razume dobre pa slabe izdelke. Običajno sortira izdelke z določene stvari, kar je ocena 4+, je dober, kar je 3,5 do 4 je ok, kar je manj kot 3,5 je pa že na robu sprejemljivega. In tudi velikokrat je v očeh kupcev dosti podobno. Tisto, kar je 4+, je cool, kar je manj kot 4, že malo premisliš, sploh če ima vsa konkurenca boljšo oceno od tebe. Še ena stvar je tukaj, ki lahko ful spremeni, koliko je reviewjev. Ali ima izdelek 5000 reviewjev, ali ima izdelek 5 reviewjev, ali pa nič. Tisti, ki nima nobenega reviewja, bo ful težji prišel do konverzije, razen če ima res toliko bolj ugodno ceno. Medtem, ko tisti izdelki, ki ima res zelo veliko reviewjev, si pač višjo ceno recimo dosti lažje privoščijo. Ker ga čisto za psihološki učinek, skratka več
Če ocena več ocen kot je, bolj te prepriča. Ja. Je pa drugače, je pa dosti težko dobiti dobre ocene, ker čisto iskreno v preteklosti, pa to mogoče še 1 leto nazaj, je bilo res ogromno nekih servisov, ki so omogočali reviewje, se pravi nakup reviewjev in na Amazonu je zaradi tega dejansko zelo veliko fake reviewjev. Ker so dobesedno si kupil reviewje in si, ne vem, rekel, hočem imeti po 5 pozitivnih 5 zvezdic reviewjev vsake 3 dni in je to tako funkcioniralo. Veliko prodajalcev si res veliko reviewjev na ta način zbildali so si listinge na tak način, ampak je Amazon kar precej zaostril pogoje. Praktično vse te review servise so odstranili, tako da ne vem, če sploh še obstaja kakšen resen review servis za to, obstaja razne Facebook skupine, ampak prosim, ne se poslušati, ker to je dobesedno korak stran od suspensiona. Amazon je pač full strok postal pri tem. Veliko reviewjev so tudi zbrisali, te, ki so jih lahko povezali. Tako da, ja, obstaja Amazon Wine program, ki je prav za ta namen, se pravi, na seller accountov plačaš 170 €, za to, da daš en izdelek v review, maksimalno 30 kosov ga lahko ponudiš, se pravi, maksimalno 30 reviewjev lahko dobiš, in to je običajno najhitrejša pot do prvih ocen. Je pa tako, to niso tako kot tisti pretekli servisi, kjer si plačal dobesedno za 5 zvezdic, tukaj v tem primeru plačaš za honest review. Če revieweri ne bojo zadovoljni, boš pač dobil slabe ocene in si plačal za slabe ocene. Kar je še pomembno, kar bi še jaz dodal, je to, da v bistvu 2 reviewja sta. Torej, eno je review izdelka, drugo je pa review tebe kot prodajalca na Amazonu. Če dejansko deluješ kot third party seller, potem je to review tebe kot trgovca, če pa deluješ kot vendor, dejansko je pa review trgovca Amazona. Dejansko se tvoji izdelki prodajajo pod Amazon blagovno znamko, kar pomeni, da imaš takoj avtomatsko dostop do prime kupcev. In sicer, kar se tiče kvalitete storitve, ki jo moraš nuditi samem Amazonu oziroma Amazonu kupcu, se ne razlikuje. Še zmeraj te Amazon meri na drug način tudi pri vendorju, ampak nisi izpostavljen pa direktno do končnega kupca kot prodajalec pri sodelovanju vendor business to business, ampak v bistvu se dejansko te izdelki ponujajo kot Amazon je ponudnik teh izdelkov. Tako da je treba skrbeti za 2 nivoja kvalitetne ocene, torej povprečne dobre ocene. Eno je na nivoju prodajalca in druga je na nivoju izdelka. A pa se na komentarje odzovete, mislim, tako jih upravljate ali pustite, pač, če so kakšni negativni ali pozitivni? Kaj dosti več ne da vplivati. Te zadeve so v preteklosti se je Amazon pustil, da si kot brand odgovarjal na komentarje uporabnikov. Zdaj mislim, da to sploh več ni mogoče. Saj na vendor, mislim, da je zdaj že 1 leto je to zaklenjeno. Ne vem, kako je pa na sellerju, Jaša. Ja, da se, ampak je brez efekta. Tako da vse še ne. Škoda časa. Predvsem je pomembno tisto, kar ima tudi oba dva verjetno z Jašo izkušnje v Sloveniji, da v bistvu, ker zelo smo nekako taki patrioti in verjamemo, ta marketing v Sloveniji deluje na ta način, da si ti ambasador tega izdelka, gorilski marketing ima zelo močen pomen, in v bistvu potem ta izdelek daš na Amazon in dobiš negativno oceno. In v bistvu, kar je moj odgovor je, ne se fokusirati na negativne ocene, ampak aktivno delajte na to, da dobite veliko pozitivnih. Ker negativne bodo sigurno tam, ampak pomembno da je pozitivnih več, bistveno več. Tako da so to angažirati neka ali orodja ali pa dejansko skrbeti za kvaliteto svojih storitev in izdelka, stabilno kvaliteto in s tem dejansko dosegati pač vsaj minimalno 90% zadovoljstvo. Se to se zdaj nekaj na pamet rekel, ampak fokusirati se je treba na pozitivne reviewje in na teh delati. Negativni pa pridejo
žal, slej ka prej. Ponovadi prej, kakor slej. Super. Evo, mi smo prišli do konca. Super. Hiter minil, sem imela še ful vprašanj za vaju, ampak hvala, bilo je vsaj meni zelo poučno, tako da upam, da tudi vam. Zdaj, če imate še kakšne vprašanja, lahko tudi meni napišete, pa jih lahko tudi posredujem naprej. Tako da Jaša, Rok, hvala. Zdaj bom pa predala besedo sodelavki Moniki in panelu Future Technologies in Agro.